Primož Vresnik, učitelj v podružnični šoli. Strašno dolgo je snežilo. Sipalo in sipalo je z neba. Smreke so zavešale gozd s svojimi košatimi vejami, te so bile zahomotane v deviško bele odeje snega. Sneženje je odraslim prineslo skrb in bojazen, otroci pa so se objestno zakadili v sneg. Čim je zvonec podružnične šole odklenkal zadnjo uro. Učitelj je gledal iz učilnice na zasneženo dvorišče pred šolo. Gledal je čez njihove glave in ramena proti gozdu. Gozd je bil zaradi snega še bolj teman in mračen. Iz njega je dihalo nekaj vodeno vlažnega in ostrega. Zdaj mrakobno rjavo sivega, zdaj rjavo črnega je gledal. Podrast se je pod težo snega sesedala in odpiral se je moten pogled na črna debla. Zakaj snežilo je? Zelo je snežilo. Otroci so bili razposajeni, kakor da je zadnji šolski dan in greje poletje. Nobene teže vremena ni bilo čutiti v njihovih razposajenih glasovih. Nič ni pritiskalo na njihove rosne glasilke. Drug drugemu so snemali pletene kape s cofom, si metali kepe v razoglave glave, se ribali, brcali v sneg in vriskali od zimskega veselja. Čakali so na šolski avtobus. Ta bi že zdavnaj moral pripeljati. Zdaj bi se moral pojaviti za ovinka, zdaj bi morali zagledati ogromno odrešujoče vetrobransko okno avtobusa, ki bi spešil skozi svež sneg. Nič. Učitelj je gledal čez njihova ramena, v hosto. Otroška dobra volja mu je prebudila spomin na najlepši dogodek v njegovem življenju. Hodi po hodniku pedagoške akademije z levico težka diplomo, ki so mu jo žigosali v referatu. Kakšen občutek je, če močno pada sneg v hribovski vasi. Avtobusa še ni. Lep prizor s hodnika akademije se je razkadil. Razpršil v sedanjo svetlobo sivega dne z snegom. Pogledal je v učilnico. V zadnji klopi sta še zmeraj sedela dva dečka, brata. Mali Franc je z sključenimi rameni gledal nekam predse. Moten, zasanjan in rahločuten je bil njegov pogled. 2 leti mineva, odkar je imel operacijo na srcu. 6 ur je trajala ta operacija. Zdravnik mu je po operaciji priporočil veliko zmerne hoje, prepovedal pa mu je vse večje telesne napore. Zato je bil oproščen telovadbe. Torbo mu je nosil njegov veliki brat Kazimir. Bila sta doma v najvišji hribovski vasi, tam, kjer je gozdna meja in se pričenjajo pritlični iglavci. 5 dni v tednu sta v času šolskega pouka prihajala do križišča. Razpela, od koder ju je ob 6:30 zjutraj pobral šolski avtobus, ki je bil čez noč parkiran pred votlino velikega skalnega grebena. Šofer je nočil v lovski koči, ki je med tednom samevala med skalami.
Divja je bila ta vožnja. Ovinki so pogosto sloneli na skalnatih previsih, prepadi so bili tudi kilometrski. Kljub krutosti pokrajine je bilo tukaj zelo, zelo malo nesreč, saj je bila cesta izjemno široka. Ni bilo treba voziti po robovih cestišča. Ovinki niso voznikov silili v kočljive, nevarne položaje. Učenec Kazimir se je zaziral v ledene rože na oknih učilnice. Signal mobilne telefonije v tem vremenu ni zmeraj vlekel. Mobilni telefon trenutno ni vlekel, prestregel nobenega signala. Tako brata Franc in Kazimir Macesnik nista vedela, če ju bo oče prišel iskat s traktorjem. Elektrika je ob 2:30 popoldan mrknila. Za 40 hiš v hribovski vasi so vklopili agregat. Župan se je napotil proti šoli. Šola je stara in potrebna obnove. Lani poleti so obnovili streho, toda ne iz sredstev ministrstva, temveč iz sredstev proračuna občine. Zunanji zidovi šole so bili razpokani. Bledosivi omet je odpadal. Šola je dajala vtis, kakor da so močni potresni šunki šli skozi njene zidove. Župan je v svoji podjetnosti in borbenosti pričel pošiljati fotografijo šole skupaj s protestnim zapisom o razmerah uglednim časnikom in revijam. Dosegel je svoje. Spomladi se pričenjajo temeljita obnovitvena dela. V tem deviško-belem snegu je bila šola tako stara, kakor kakšna podrtija, kakor kakšna podirajoča kmetija, v kateri si kuha na štedilniku ena edina preživela dekla. V tem snežnem metežu so poživljali to staro vas otroci z svojim veseljem, vpitjem ter kričanjem. Če ne bo čez 10 minut avtobusa, bom poklical otroke nazaj v šolo, je namesto pozdrava dejal učitelj in še zmeraj gledal proti gozdu. Suh sneg je padal in hitrost sneženja je naraščala. Elektrike ni, dostava za trgovino ni prišla, avtobusa s pošto še ni, stacionarni telefon ne dela, je pozdravil župan in s klobukom v obeh rokah zakorakal na sredo učilnice. Signala za mobilni telefon tudi ni, gospod župan, je pristavil Kazimir. Celec je pod županovimi škornji suho kreščal. Prinesel je sneg v učilnico. Prinesel je zvok čisto prave zime. Od župana sta vela vlažnost in hlad. Osornost situacije, ki jo prinese mraz in je povezana z sneženjem. Klepetava sta radio in televizija, vendar brin ostaja trpko grenek, greni pokrajino in človeška usta, je nastajalo v učiteljevi glavi. Prvi je pridrvel pred šolo z traktorjem Macesnik. Otroka sta poskočila, se naglo poslovila in stekla proti očetu in traktorju. Za malomarno kretno jima je pomignil, naj prideta, brcnil v sprednjo traktorsko gumo, da se je velik kos snega z gume sesedel na cesto.
Verige na gumah so se jekleno režale. To je bil hladen smeh gladiatorja, ki drobi pred seboj kamenje, led in sneg. Z verig na gumah je visel umazan sneg. Ponekod se je med verigo in gumo zagozdilo ljubje. Vsi trije so odstranjevali koščke ljubja. Otroci so se prenehali kepati in postali nemi prosilci za vožnjo domov. Macesnik je s polno kabino otrok speljal izpred šole. Traktor je zakrehal kot prehlajen rottweiler in odgolčal v gore. Skozi tenek, sipek sneg, ki je poševno padal na razeblo zemljo. Za njim je pripeljal direktor gozdnega podjetja s terencem. Izstopil je in s pogledom finomehanika modril stanje pod karoserijo. Nežno je pobožal svoj moder avto in z elegantno kretnjo dal hčerkino šolsko torbo na zadnji sedež avtomobila. Vljudno pomahal učitelju in županu, ki sta zrla skozi isto okno na cesto. Ledene rože na zunanjem steklu dvojnih oken so vnesle v njun obraz nekaj starikavega. Pobelile so njun obraz z močno injasto svetlobo. Direktorju gozdnega gospodarstva sta se zdela popolnoma zlita z vaškim okoljem, sestavni del tega pobeljenega sveta. V tem trenutku in prostoru nepogrešljiva, čeprav jo bo svet lahko čez toliko in toliko časa pogrešal. Tukaj sta in sedaj. In ne bi bilo nobenemu drugemu učitelju in županu namenjeno biti v tej stari šoli, gledati čez prezeblo okno, biti v tem močnem snegu, v tej odročni vasi. Kakšni planeti in zvezde človeka pripeljejo, privedejo na ta kos zemlje pod nebesnim svodom, v ta hribovski gozdni svet. Vse to so bile misli direktorja, ki je v mladih letih pošiljal prispevke v literarno glasilo Mladi literarni upi. Popolnoma sta se mu zdela umeščena v to okolje. Vaška ovčaka zreta skozi okno v vas, ki jo beli sneg in možujeta. Možujeta o posledicah, ki jih prinese tako vreme, o lokalnem gospodarstvu, poleg tega pa se spominjata, ta odročni kraj je ustvarjen za spomine in molitev. To so vedeli menihi, ki so imeli nekdaj pod skalami svoj samostan. In tudi sam je sedaj umeščen pred to šolo, s hčerko, ki stopa v njegov avto. Otroci so prenehali skepanje in se zgnetli v skupini, z nemo prošnjo: stric, pelji nas od tod, čim bližje domu, pelji nas. Čez njegove neme prošnje se je sipal sneg. Pobeljene ceste je vodila v negotovo belino. Vreme je ponorelo, je zgrožen dejal učitelj. Vrača se zima naših dedkov in babic. Poleg tega pa naj mi še kdo reče, da smo ljudje gospodarji česarkoli. Vse nam crkuje, je pribil župan in v roso lastne sape na oknu izdolbel kukalo.
Direktor Mirnik je v avtomobil strpal nekaj sosedovih otrok in odpeljal. Naposled je pripeljalo najbolj pričakovano vozilo dneva, šolski avtobus s pošto. Čim so se odprla sprednja vrata, že so se vsuli šolarji z svojimi torbami in voznimi kartami. Iz golega veselja so se prerivali, drug drugega odrivali in dobesedno telebnili z težkimi torbami na sedeže. Je to vse? Je previdno vprašal šofer zadnjega šolarja. S traktorjem in terencem so se drugi že odpeljali domov, je odgovoril droben deček in si od snega zarible roke brisal v prav tako premolčene hlače. Ja, kakšen pa si? Je hudomušno vprašal šofer in si potrebil brke. Zgledam poscan, sem pa samo moker od snega, je bil hribovski neposreden Jernej. Tukaj res ni bilo mesta za izumetničene besede. Svet je bil tukaj preveč divji za kakršnokoli eleganco in diplomacijo. Tukaj je bil svet divji v vsem. V besedah in dejanjih. Učitelja je na začetku službovanja tukaj šokirala in pretresla grobost, neutesanost v besedah, pretresle so ga grobe in neutesane besede šolarjev, vaščanov, hribovcev in gorjanov. Otroci so mu povsem prostodušno povedali z enim dvignjenim prstom, da gredo scat in z dvema, da gredo. Sčasoma je ugotovil, da pri vsem tem ne gre za nobeno pokvarjenost, opolskost in neutesanost, temveč za resnične ljudske izraze, za besede, ki zaobsežejo neposredni svet. Za besede, ki pomenijo samo to, kar pomenijo, in to brez prenesenih pomenov. Če je kje šlo za dobesedno ujemanje med rečmi in izrazi, je šlo tukaj, v tem odljudnem, poraščenem in hribovskem svetu. Besede so tukaj označevale grobo dejanskost, bile so grobe, odsekane in ostre, kakor je bil surov in divji tukajšnji svet. Nikjer ni bil svet v besedah tako enoznačen, preprost, enopomenski, jasen, surov in tako divji, kakor v vasi. Špik pod skalnatim grebenom. Drugače je bilo v dolini. Na okencu mestnega uradništva se je svet takoj zapletel v besedah in dejanjih. Šofer je izročil 2 torbi pošte in časopisov. Regina frizerka, poštna uradnica, po potrebi in povrhu še učiteljica gospodinjstva je pomirila kepajoče otroke, prevzela poštno dostavo in priporočila šoferju in avtobusu, kakor tudi otroke poganskim bogovom zaščite in varnosti. Vsaj spluženo je zaenkrat, je zasukal glavo v smeri, v kateri se bo avtobus zakadil, v gosti oblak, megle in sneženja. Otročat se ni menila za gospo, ki je potovala z njimi in je sedela na zadnjem sedežu šolskega avtobusa. Šoferja je njena prisotnost globoko vznemirila. Od samega začetka, od prvega trenutka dalje, ko je na kolodvorju zagledal v spremstvu glavnega prometnika, čutil je, da se bo nocoj nekaj zgodilo. Avtobus je obrnil pred šolo. Z dolgimi lučmi je posvetal v šolo, v učilnico. V veliko uro na steni učilnice, ta je s kazalci odmirila 3:30 popoldan.
vsaj spluženo so imeli vaščani. Isti dan, 2 uri prej. 2 uri prej je bilo manj snega. Na glavnem kolodvoru v mestu pa je bil sneg že umazan. Smrdelo je po nafti. Nafta je zmrzovala kljub dodatkom proti zmrzovanju. Šoferji avtobusov so odmrzovali nafto, še posebej tistim avtobusom, ki jim je bilo namenjena dopoldanska vožnja in so stali na kakšnem stranskem terminalu, na velikem parkirišču. Gosti madeži nafte in bencina so ležali v snežnih razah. Sneg je bil okrog in okrog kolodvora razrit in raznešen, kakor da bi grebalni plug oral po njem, kakor da bi se grebenalo vrtelo okrog svoje osi in razmetavalo sneg daleč naokrog. Bili so samo sledovi avtobusnega prometa. A ti sledovi so v teh dramatičnih snežnih razmerah zadobili na svoji fantastični podobi. Šlo je za boj avtobusnih gum skozi sneg in sledovi tega boja so spominjali na umetnino kakšnega abstraktnega umetnika. Kateri kozmični umetnik je spustil svoj plug skozi sneg? Nad to umetnino, ki jo je zasipaval vedno nov sneg, pa je vel vonj po odmrznjeni, sežgani nafti. Mraz je zamrznil ta vzduh in ga z vso ostrino potisnil v človeške nosnice. Šofer Alfons je spravljal k prometnemu življenju svoj šolski avtobus. Ni pravočasno odpeljal izpred kolodvora. V tem vremenu ni nihče od njega to pričakoval. Vozil je enega samega potnika na šolskem avtobusu. Pravzaprav potnico. Glavni prometnik je osebno pripeljal to gospo v umetnem krznu. Redkobesedno gospo. Zdaj jo je vozil, od samega začetka ga je prevzelo nelagodje, ki ga ni znal izraziti z besedami. Sicer pa, on je šofer in ne besednik. Nima kakšnega besednega zaklada kot sodelavci gospe v umetnem krznu. Gospa prihaja z univerze. Zdaj jo vozi do prve podružnične šole, bosta sama. Kaj tista univerza v tujini nima terenskega vozila, ki bi to gospo pripeljalo, zategnilo do tistega samostana. Pred očmi sta se mu prikazovala 2 cementna leva, ki stojita pred samostanom. Prikazala sta se mu, kako ponosno stojita na razkošnem podstavku pred samostanom. Stojita in bolščita predse. V poletnem času. Zdaj pa sta zasuta v snežnem snegu, gromozanske rjuhe snega ju skrivajo. Gromozanske zaplate snega ju skrivajo. To ve, to čuti, to skoraj vidi. Vidi na otip, kakor da bi se prizor prikazal za sosednjim ovinkom. Zdaj jo vozi. Ni mu prijetno voziti to gospo. Kaj tuje univerze šparajo? Nimajo kombija. In ravno na šolski avtobus je morala. Glavni prometnik mu je povedal razloge. Njemu so se zdeli ti razlogi privlečeni za lase. Tako je mislil, ko je zagledal gručo mestnih otrok na križišču, gručo otrok, ki so se obmetavali s kepami. Mestni otroci so bili snega resnično veseli.
Tudi na njihove glasove ni pritiskala teža vlažnega in snežnega vremena, tudi oni so bili sposobni resničnega zimskega veselja. Živeti svojo enkratnost otroštva in fantazije v igri. Bele kepe so priletele v mračne veže realsocialističnih blokov, tistih z velikimi nihajnimi vrati. Vgrajeno steklo v vratih je bilo okovano z veliko železno mrežo. Na železni mreži pa sneg in led. Zdaj jo vozi. Kaj vozi avtobus? Drži skozi sneg. Gospa nekaj bere. Briga jo vreme. Našla je svoje ugodje na tem avtobusu, ki je počasi postajal vse bolj ogrevan. Počasi je postajal dovolj topel, da je prebujal ležernost pri potnikih. Avtobus je pričel razvajati za svojo ogrevalno lenobno toploto. Ta je nekoliko spominjala na toploto sintetičnih pisarn. Nikoli si ni želel družbe otrok, bolj kot ta zasnežen petek. Nikoli si ni želel bolj ovinka pred prvo podružnično šolo, kot ravno ta petek. In ravno v tem močnem snegu moraš na pot, baba zmešana. Ravno v tem vremenu moraš na pot, ali ni bilo druge, ravno v tej beli noričnici moraš z menoj na pot, vse do samostana. Vse do konca te bo moral prenašati. Češplja. Zadnji kos vožnje bova sama. Čisto sama, tema bo in oster mraz. Grozno bo snežilo, tako je mislil. Glavni prometnik mu je razložil, da se gospa pelje na simpozij. V samostan. Kakšen simpozij? V tem vremenu. Kakšen simpozij za vraga? Togoten je bil šofer Alfons v obraz, njegov prezeblji obraz je vse bolj višnjev. Jezno je pogledal proti mestni katedrali. Avtobus je drsel skozi sneg v mestu. Možakar na ulici je dvigoval častnik. Častnik mu je nadomeščal dežnik. Nerodno se je premikal skozi snežni metež. Zanašalo ga je. Časnik je bil zmočen do zadnjega lista. Prava mala umetnost je ohraniti suh in nepremočen časopis v tem vremenu. Umetnost celo pod dežnikom. Nesti potiskan papir od kioska do urada, podjetja doma, do temne veže, to je bila v tem vremenu umetnost vseh umetnikov, vrhunec vseh vrhuncev, tako je razmišljal. Prekleta diplomirana Rusinja mu je prekinjalo v glavi. Vso pot te bom gledal, vse do mraka, vse do globoke zasneženosti noči. Boš potiskala to veliko kripo, če bova obstala na tistem zadnjem ovinku pred pokopališčem. Boš. Pred zapuščenim pokopališčem. Dokler me ne boš ogovorila, tudi jaz ne bom. Snežilo je, kakor na oljni sliki Matije Jame. V mestno katedralo je vstopala starejša ženska z vnukom. Drobnikav in neznaten je bil ta otrok v tej belini. Prebila sta se do vrat katedrale, skozi ves ta svež sneg. Bo njuna molitev človeška molitev ali polna verskih ustaljenih besed in obrazcev? Na to šofer Alfons seveda ni mislil. Kaj bo s dečkom čez toliko in toliko let? Kam ga bo tok življenja čez toliko in toliko let usmeril? Kaj ga čaka? Kaj mu nikakor ne bo prihranjeno?
To so bila vprašanja razširjene čutilnosti, rahločutna vprašanja. Šofer Alfons je vozil naprej. Dama na zadnjem sedežu je brala formalne metode v književnosti Medvedeva. Podružnična šola, isti dan, isti večer. Ob 5:30 zvečer je učitelj vstopil v razred. Radiatorji so greli. Položil je roko na razbeljen radiator ob oknu. Zagledal se je v noč. Ta noč je bila od snega krepko pobeljena. Tanek osoren mraz je pronical skozi okenske okvirje. Tanki piski mraza so pronicali v mračno učilnico. Vsa zunanja stekla dvojnih oken so bila v ledenih rožah. Čistilka je pred pol ure odšla. Mož ji je po mobilcu povedal, da iz ure v uro bolj sneži. Rada bi šla domov, rada bi bila ob svojih, rada bi, tako je govorila, ko si je ob 5:00 popoldan oblekla plašč, ki ga je kupila na posezonski razprodaji pred nekaj leti. V tem vremenu ne bo nikogar tu gor, da bi nas kontroliral, je dejala in zaprla vrata. Šla je v noč k svojim. Nagon in gon sta bila močnejša kot kdajkoli prej. Gon po človeški toploti v tem osornem mrazu. Gon po bližini. Gon, da je nekdo ob tebi v vsem, v dobrem in slabem. Učitelj je stal sam v temi učilnice. Kakšen občutek stati sredi razreda šole, v zakotju sveta. Jaz pred tablo, jaz v tem smrtnem trenutku, jaz v mraku vasi, ki se skozi vse letne čase tolče z vztrajnostjo, voljo ter iznajdljivostjo, je mislil. Prazna učilnica se je v tem somraku petkovega zasneženega večera spremenila v spomenik otrok, ki so tukaj sedeli, sedijo ali bodo odsedeli svoje. Sem gor ni nikogar, je odmevalo v ušesih učitelja. Prišel je eden najtišjih trenutkov v življenju. Odprto morje življenja pobira moje učence, je čustvoval. Sem gor tako ne bo nikogar, je odmeval glas Nežilke, od cigaret hrapal narečni glas. Učitelj v mračni učilnici šole v hribih. Šofer avtobusa Alfon z obtičanim avtobusom na klancu pred pokopališčem. Hribovski otroci gledajo skozi poledenela okna v temen, zasnežen svet, ta bo jutri še bolj zasnežen, kajti sneži vedno bolj in bolj, kot v kakšni otroški slikanici. Iz ure v uro bolj sneži, je zagrmel glas Nežilke, v popolni tišini šolskega razreda. V ušesih učitelja. Glas Nežilke, ki je ob 5:00 popoldne dobesedno zbežala domov. Neprestano sneženje je postajalo grožnja. Da te bo zasulo, da te bo zametlo, da boš obtičal, da vrnitev domov ne bo več mogoča. Nežilka se je prestrašila tega močnega sneženja in zbežala skozi sneg. Nagonsko je začutila nadnaravno v naravnem. Kakor je ta lastnost prirojena zelo elementarnim ljudem, ki ne dajo veliko na življenjsko izumetničenost. Učitelj je razmišljal o svoji usodi.
Ali to vreme zaustavlja čas? In ta ura na steni nima prave povezanosti s tistim vesoljnim časom, ki prinaša neizogibne dogodke. Ali to sipanje snega izpod neba zastavlja resničen čas? Ali to kovinsko enakomerno tik-takanje ure, ki pride najbolj do izraza, ko učenci pišejo kontrolko? Ali to tik-takanje predstavlja čas? Zemeljski seveda. Zemeljski čas ni čas usode in vesolja. Ni tista kvaterna ura, ki prinese neizogibne dogodke in jih položi v čas, ki ni človeški čas. Prenesen v številčnice in tudi v to številčnico na steni učilnice. Ura na steni se v tem groznem šeneženju zdi kot spomenik človeškemu mehaničnemu času. Kateri val usode me je pljusknil med te hribe? Kateri val življenjskega načrta me je odložil v to podružnično šolo? Učitelj stoji v praznem razredu. Stoli so prazni, na njih sedi tišina. Sedi mrak. Ali kaj zamujam? Ali gre življenje z drobnimi dogodki mimo teh hribov? Ali gre življenje z velikimi dogodki mimo teh hribov? Iz ure v uro bolj sneži, je spet zakrmel slišno neslišni glas v temi šolskega razreda. Od cigaret osmojen glas snežilke. Kovinsko votlo ropotajo stoli, ko ona pospravlja razred, dotrajano škripa parket, ko stopa po učilnici. Ali gre življenje z dobrimi priložnostmi in možnostmi tot mimo, ko si v tej hribovski vasi, v tej podružnični šoli, ko ima sobo nad razredom, kot je imel sobo prejšnji učitelj in pred njim še eden. Ali je šlo življenje z dobrimi priložnostmi mimo tudi za vse prejšnje prosvetarje? Kovinsko votlo ropotajo stoli. Ali pa je ideja o izpolnjenem življenju nemara samo utvara, ki nastaja zaradi resnične, zdaj umišljene prikrajšanosti. Nastaja zaradi ujetosti v hribovski čas in prostor. Učitelj stoji v razredu. Les v učilnici poka od ugodja in toplote. Parket se kar sam pozibava in ugaša. Ugaša kakor svetloba. Oglaša. Centralna kurjava razvaja staro prezeblo učilnico. Zemljevid sveta za svojo zlizano, sivo-srebrno zlizanostjo lovi in ujame sneženje na ulici. Preko zemljevido sveta, ki visi na stojalu, gre sled, senca sneženja. Nekaj se premika in gomazi. Nekaj migeta in se premika po plahti zemljevida. Ponavlja se ta senca spet in spet. Na kaj pa bi mislil, če bi živel sredi mesta? Bi tudi tam šlo za kakšno prikrajšanost? Sredi središča toboganov, adrenalina in vsakršnega vznemirjenja. Je center nečesa sploh iluzija? Ali svetovno storilnostno družbo pokoplje bližina niča? Poslovnež si je v praznem stanovanju pognal kroglo v usta, ko je dokončno spoznal, da je živel samo za uporabo in porabo. Ostale male sreče so šle nekako mimo njega. Spoznal je, da je mašina v željah še večjih mašin. Pognal si je kroglo v usta v spoznanju, da si ga nihče prav ne želi.
da ga nihče prav ne ljubi, da gre tisti pravi življenjski smisel mimo njega. Sneži in bo še snežilo, je predčasno grmel glas moškega v mobilnem telefonu. Zdaj je mobilec delal, zdaj ne. Toda snažilka je jasno slišala svojega moža, ko si on želi njene bližine. Tudi ona je nagonsko zakrepenela po njem, tako primarno, kot že dolgo ne. Ona dva sta med seboj povezana. Ona dva sta si nekaj. Ona dva sta par v tem divjem svetu sredi hriba. Potrebujem puls mestne magme. Potrebujem mestni hrup v ušesih in primarno stopnjo adrenalina v krvi. Potrebujem, kakor je potreboval Gershwin pri skladanju hrup mestnega prometa, poročenega z klasično potrebo po nežnosti in lepoti. Klasično potrebo, ki jo čuti starosvetna umestnost. Odraščal sem v mestu, potrebujem mesto, je kričalo v njem. A službo je dobil edino tukaj, za nedoločen čas, v teh hribih. Tako je mislil učitelj podružnične šole in gledal skozi ledene rože na oknih. Gledal v modrikaste zublje, ti so se dvigovali od grmade snega. Grmade pa so neprestano rastle proti sivo-črnemu nebu, zakaj snežilo je. Grozno je snežilo in ni izgledalo, da bo nehalo. Padalo je tudi na svež grob tistega poslovneža, ki si je pred kratkim pognal kroglo v usta. Snežilo je tudi na krpo zemljo njegovega groba. Mobilni telefon ni vlekel signala mobilnega omrežja, ni vlekel, zato ga je izključil. Zaradi sistemske napake omrežje ne deluje. Prosimo za razumevanje. Zaradi sistemske napake na omrežju sistem ne deluje. Prosimo za razumevanje. Zaradi sistemske napake